Berilo iz Jobove knjige. Tedaj je spregovoril Job in rekel: O, da bi se vendar napisale moje besede, o, da bi se vendar zapisale v knjigo, železnim pisalom in svincem, zavedno vklesale v skalo. Jaz vem, da moj rešitelj živi in se bo poslednji vzdignil nad prahom. Tedaj bo moja koža zopet okoli mene in v mojem mesu bom gledal Boga. Da, jaz ga bom gledal, moje oči ga bodo videle, ne drug. Božja beseda. Bogu hvala. Gospod je moja luč in moja rešitev. Gospod je moja luč in moja rešitev. Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se moral bati? Gospod je varuh mojega življenja, pred kom bi moral trepetati? Gospod je moja luč in moja rešitev. Le eno prosim Gospoda, to bi rad dosegel, da bi prebival v Gospodovi hiši vse dni svojega življenja, da bi gledal Gospodovo milino in občudoval njegovo svetišče. Gospod je moja luč in moja rešitev. Verujem, da bom videl dobroto Gospodovo, da jo bom užival v deželi živih. Upaj v Gospoda, bodi pogumen, tvoje srce naj se okrepi, upaj v Gospoda. Gospod je moja luč in moja rešitev. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po svetem duhu, ki nam je bil dan. Kajti, ko smo bili še slabotni, je Kristus v času, ki je bil za to določen, umrl za brezbožne. Težko namreč, da bi kdo umiral za pravičnega, morda bi si kdo še upal umreti za dobrotnika. Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. Veliko bolj bomo torej po njem rešeni jeze zdaj, ko smo opravičeni z njegovo krvjo. Kajti, če smo se po smrti njegovega sina spravili z Bogom, ko smo bili še sovražniki, bomo veliko bolj rešeni po njegovem življenju, odkar smo prišli do sprave. Pa ne samo to, ampak se celo ponašamo v Bogu, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem smo zdaj dosegli spravo. Božja beseda. Bogu hvala. Aleluja, aleluja, aleluja. Volja mojega očeta je, da ima vsak, kdor gleda sina in veruje vanj, večno življenje, in jaz ga bom obudil poslednji dan, govori Gospod. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus rekel množicam: Vse, kar mi da Oče, bo prišlo k meni. In kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel, kajti nisem prišel iz nebes, da bi uresničil svojo voljo, ampak voljo tistega, ki me je poslal. Volja tistega, ki me je poslal, pa je, da ne izgubim nič od tega, kar mi je dal, temveč vse to obudim poslednji dan. Volja
Volja mojega očeta je namreč, da ima vsak, kdor gleda sina in veruje vanj, večno življenje. In jaz ga bom obudil poslednji dan. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Božja beseda na današnji praznik je pravzaprav eno samo izražanje upanja in zaupanja v to, da je Bog močnejši od vseh stisk, ki jih ljudje lahko v tem življenju doživimo. Slišali smo najprej v prvem berilu Joba, za katerega vemo, da je bil stiskan, da je bil preizkušan, da je doživel eno veliko bridkost, v katerem je bila na nek način preizkušena tudi njegova vera in njegovo zaupanje. In ravno Job v tej svoji stiski uspe izreči te lepe besede, po katerih naj bi pravzaprav živeli vsi. Jaz vem, da moj rešitelj živi in da se bo poslednji vzdignil nad prahom. Tedaj bo moja koža zopet okoli mene in v svojem mesu bom gledal Boga, da jaz ga bom gledal, moje oči ga bodo videli. Izraz zaupanja v to, da takrat, ko je pravzaprav stiska tako velika, da človeško gledano ni mogoče več upati na neko rešitev, bodisi, ki jo lahko dosežemo s svojim naporom, s svojim imetjem, s svojim denarjem, s svojimi zvezami in poznanstvi, človeško gledano je nemogoče, ampak obstaja upanje in zaupanje, da živi še nekdo, ki je večji kot vse to, kar človek zna in zmore, in ta nekdo vedno deluje v naš prid. V tem smislu je mogoče razumeti tudi besede psalmista iz psalma 27, ki smo ga danes ponavljali. Gospod je moja luč in moja rešitev. Gospod, ne jaz, ne moje meso, ne moje telo, ne moje zmožnosti in sposobnosti, ampak Gospod je tisti, ki sveti, ki osvetljuje moje življenje in ki rešuje moje življenje. In če je tako, koga bi se morali bati? Pred kom bi morali trepetati? Poklicani smo k temu, da iščemo, prepoznavamo, da odpiramo oči in duha za to, kar Bog že dela in da prepoznavamo za vsem tem delo Božje ljubezni, delo Božje dobrote. Apostol Pavel nas ravno tako spominja kot svoj čas brate in sestre v Rimu, katerim piše to pismo Rimljanom, nas spominja na to, da je naše zaupanje v Boga, da ni treba, da sloni na nas, na naši zvestobi, ker smo pač bolj nezvesti kot zvesti, da ni treba, da sloni na naši pravičnosti, ker smo resnici na ljubo velikokrat bolj nepravični kot pravični, ampak da naše zaupanje v Boga in v Božjo ljubezen mora sloneti ravno na tem, da je Bog tisti, ki nas je prvi vzljubil, ki nas je vzljubil še, ko gledano stališča pravičnosti, ko smo bili še dolžniki, ko smo bili še krivični, ko smo na nek način bili še grešniki. In ravno kljub temu nas je Bog vzljubil in zdaj, potem, ko je Jezus s svojim življenjem na nek način zadostil za naše grehe, plačal za dolžnico, odplačal naš greh, zdaj v resnici nimamo več nobenega razloga, da bi dvomili v to, da smo pri Bogu ljubljeni, da smo pri Bogu na nek način vedno znova ljubljeni, spoštovani, da nam je Bog odpustil, da smo v polnosti že njegovi otroci, poklicani k temu, da sledimo Jezusovemu zgledu. In ravno temu nas vabijo tudi Jezusove besede
iz današnjega evangeljskega odlomka, iz odlomka, kjer se Jezus pogovarja z množicami potem, ko je pomnožil kruh. Jezus izreče te lepe, globoke besede: vse, kar mi da Oče, bo prišlo k meni, in kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel. To je Božja volja, to je volja Boga Očeta, da vsi pridemo k njemu. In Jezus da svoje življenje za to, da izpolni Očetovo voljo. Jezus pride k nam pod podobo, v človeški podobi, v človeškem telesu, kot človek, samo zato, da nam na nek način razloži, kdo je Bog, da nam pokaže, kako zelo nas Bog ljubi, da bi se naša srca zganila, da bi se naša srca zmehčala in odprla, da bi razumeli, k čemu nas kliče Božja ljubezen, da bi na ta klic tudi odgovorili, da bi vstopili v to življenje, ki je v Bogu. Namreč Jezus, ki v polnosti ljubi Očeta in hkrati ljubi nas, kot brate in sestre, Jezus s tem v polnosti uresniči to, kar naj bi živel vsak od nas. In v tej ljubezni, v tej logiki ljubezni, bolj ko vstopamo v njo, pravzaprav že vstopamo tudi v Boga, v Božje življenje, v življenje, ki je večno. In ko živimo tako, kot nas Jezus vabi, da živimo, ko posnemamo njega, ki je v polnosti Bog in človek, ki je učlovečen Božji sin, ko posnemamo njega, pravzaprav tudi mi spuščamo v svoje življenje že to Božjo ljubezen, ki je večna, ki je neuničljiva, ki je neminljiva. In to je Božja volja. Volja tistega, pravi Jezus, ki me je poslal, je to, da ne izgubim nič od tega, kar mi je dal, temveč vse to obudim poslednji dan. In vsak, ki gleda sina in veruje vanj, ima večno življenje, in jaz ga bom obudil poslednji dan. Mi se na današnji dan spominjamo vseh tistih naših bližnjih, pa tudi morda vseh tistih, ki jih nismo poznali, za katere morda, ki se jih nihče več ne spominja, in vendar zaupamo in vemo, da živijo v Božjem spominu. In vse tisto dobro, lepo, plemenito, resnično, kar se je v njihovem življenju že uresničevalo, to zavedno ostane. In v tem leži tudi naše, po eni strani, zaupanje, da so vsi ti ljudje živi v Božjem spominu, da so se na nek način, da jih je Bog priklical in jih kliče iz teme, iz smrti v večnost, kjer ne bo več preizkušenj, kjer ne bo več stisk, kjer ne bo več bolečin, kjer ne bo več solz. In k temu smo poklicani tudi mi, da tako živimo, da v svojem življenju delamo prostor, zato da vstopa van Bog, zato da vstopa van Božja ljubezen, da vstopa van Božje usmiljenje, da na nek način ne živimo več sebi, svoji sebičnosti, ampak da živimo Bogu in se kot Jezus trudimo, da bi tudi mi uresničevali voljo nebeškega Očeta, ki pa je v tem, da ljubimo njega in da ljubimo naše brate in sestre. Naj nas torej današnji praznik spodbudi k še večjemu zaupanju, še večjemu poglabljanju v to skrivnostno globino Božje ljubezni, da bi jo lahko vedno znova doživljali, da bi jo lahko vedno prepoznavali in v njeni moči ohranili vero, ohranili upanje, ohranili ljubezen.